investitorji, ki delajo kopalnice? Ali ste vi tako suvereni, da Ne, do pač tega ne moreš pride? biti. Še vseeno moramo vedeti to, da kdorkoli dela kopalnico, pač delajo zase. Ja, dejstvo. Jaz, če kakšno kopalnico vidim vsake toliko časa, je to, ko prideš kaj pogledat. Ampak jaz mislim, da je največja napaka to, da se tega prepozno lotimo. Pa ne v smislu tega, da prepozno imamo staro kopalnico, ampak da se že, ne vem, ena je, da rečeš, naslednji mesec bom pa prenavljal, pa bi to rad, pa pol prideš en mesec pred tem v trgovino, pa bi imel pred barvno armaturo, ki jo boš čakal 3-4 mesece. Aha, toliko so roki Lahko za barvne tudi, stvari. lahko tudi. Spet odvisen, koliko se izmišljujemo po vsem. Ja. Se marsikaj tudi na zalogi, ampak še vseeno ne. Ena je ta, druga je pa, da imaš tudi ljudi, ki bi sami šli pol prenavljati kopalnico, oziroma sami organizirali mojstre pa to. In to pol traja včasih tudi 3-4 mesece, ker vemo, kako so mojstri danes. Mi smo imeli že večkrat tako kakšno stranko, ki je podometne dele že prevzela. Gremo pač toliko na roko, ker nimajo prostora, pa tudi, da pač podometne dele pridejo iskat. Pol pa tam gledaš, pa kako je roba že tukaj, če so 3 mesece nazaj podometne dele. Se pravi, roba za material za fino montažo, pa ploščice so bile še pri nas, po 3 mesecih. Kako je to možno pa to? Ker sem čisto po naključju še celo vedel, da to je stranka, ki v hiši tej živi, no? Ne, da se je izselila, pa se nikamor ne mudi, ampak oni so dejansko živeli v hiši, sami so urejali si mojstre, pa mudil se je, pa sem pa tja, ampak pač eden, najprej vem, da jih je vodovodarniki, malo na hecu in so se pol rešili, pol je bil drug poskusil z drugim vodovodarjem. Pa en nesporazum s keramičarjem, ki je vedel, da mora to narediti, sam ni pa vedel, da mora to hitro narediti, pa take stvari. In pol na Ti, koncu koliko pa je tega? Koliko vi prvo srečate tega iz stranke?